Pod geslom Čas je za obnovo mokrišč je v nedeljo potekal pohod ob svetovnem dnevu mokrišč. Tokrat se je čez 500 pohodnikov potepalo ob Muri na avstrijski strani. Pohoda se je kot vsako leto udeležil Siniša Golob, ravnatelj Međimurske prirode. Kak i vsako leto, oziroma vsako tretje leto dojde na nas, kad smo mi organizatori. Kot vsako leto oziroma vsako tretje leto smo mi organizator. Takrat Slovenci in Avstrijci pridejo k nam, letos pa je prav, da se jim mi pridružimo v čim večjem številu. To vsakoletno lepo druženje. Dan je sicer v februarju, ko narava še spi, a pokaže nam tudi, da ljudje prav tako rabimo tako imenovane sezone. Mi ljudi moramo imeti te sezone. Imamo konačno pentalateralni, 5 državni rezervat. Imamo 5 državni naravni rezervat Mura, Drava, Donava, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Srbija. In to je bil tudi začetni cilj teh pohodov. To smo ustvarili, zdaj pa je treba negovati prijateljstva in pogledati, kako bi lahko nadgradili stanje narave. Stanje v prirodi. Golob opiše zaščito Mure na hrvaški strani. Mi smo formalno to već 2001. proglasili prvo varovano. Mi smo to formalno uredili že leta 2001. Varovano območje, 10 let kasneje regionalni park, in ta se razteza po vsej dolžini Mure in Drave vse do naravnega parka Kopački rit. Obstaja 5 ustanov in v zadnjih letih je ves ta sestav zelo širok oziroma se je zelo razširil. Priroda je v Republiki Hrvatskoj jako zrasel. Na pohodu smo srečali tudi biologa Heinza Detlefa Preliča. Ta opiše pomembnost dogodka. Sehr wichtig eigentlich, weil wenn man herumschaut, wenn man mit dem Auto so wie ich sehr viel Schwammerl suchen fährt, Pilze. Pohod je zelo pomemben, če pogledamo okoli sebe, in veliko sem na poti. Tako kot jaz ob gobarjenju spoznavamo, da se mokrišče za mokriščem izsušuje, kar je seveda zelo slabo. Rabimo tekoče vode z mokrišči. Študiral sem med letoma 1962 in 1970 in že takrat mi je profesor rekel, da naj reke ne izravnavamo, ampak jim pustimo njihov lasten biotop. Zato, da bi ljudje to uzavestili, organiziramo takšne pohode. Jetzt geht's ja schon lang. Und damit es ins Bewusstsein der Menschen eindringt, machen wir solche Wanderungen. Predsednik Društva za ohranitev kulturne in naravne dediščine Tabrih Razkriže Franc Žižek, ki je eden organizatorjev pohoda, ki poteka že 25 let. Že kar teh 25 let od začetka pohodov, leta 2000, ko smo prvič se podali pot ob mokrišču v Muri. Tako da občutki so vredni, malo je ta koronski čas nas je mogoče malo ustavil, ampak ideja o mokrišču v Muri živi naprej. Želja je, da se ta mokrišča v Muri ohranjajo, tudi letošnji slogan, da je še vedno čas za obnovo teh mokrišč, je zelo primeren temu prostoru. Ti habitati so potrebni kot življenjski prostori za prosto živeče rastlinske živalske vrste in nekako jih želimo, da se ohranijo. Tudi naša ideja je, da bi to prišlo na seznam rasamskih varovanih območij in da nekako ta prostor dobi zaščito po tej konvenciji. Dr. Reinhard Patinger se je prav tako udeležil pohoda v Muri, ki je letos potekal v Avstriji. Mi smo vse za naravo, seveda naravovarstveniki smo in ta pohod je lepša možnost, da praktično razpravljamo o problemu uporabljanja vode, sploh površinske vode, podzemne vode, pa seveda gre tudi za reko Muro. Dobro vemo, da danes načrtujejo nov niz hidroelektrarn, s tem bi seveda uničili vse tu prostor za ribe, pa tudi za druge živali, in mi smo seveda proti temu in se angažiramo in se veselimo, da se dobimo tu skupaj in gremo skupaj in pokažemo pomembnost teh stvari. Pohoda se je udeležila tudi direktorica muzeja norosti v Tratah. O svoji odločitvi za sodelovanje pri pohodu pa pravi.
Živimo ob reki Muri in se zelo dobro zavedamo, kako je pomembna ta reka za najbolj bazično življenje, če lahko tako rečem, ne? Torej za vsa živa bitja, tudi za drevesa, ki jih zelo dobro, zelo potrebujemo za naše preživetje in seveda v končni fazi vse premalo znane reke potrebujemo tudi ljudje zaradi naše pitne vode in veliko apetitov je po tej reki za take in drugačne namene in je prav, da tisti, ki nekaj vemo o tem, ozaveščamo s takimi pohodi tudi druge ljudi, da jih navdušujemo nad naravo, nad reko, nad mokrišči, torej nad vsem, kar nam ta reka s svojimi vodami daje. Na Sama Tuša Zveze društev Moja Mura smo naslovili vprašanje o namenu udeležbe oziroma sodelovanja pri pohodu. Vloga Moje Mure pri tem pohodu je to, da se udeležimo tega v čim večjem številu. Poglejte, kaj je ljudi tu iz Avstrije, potem tudi iz naših koncev. Sicer je pa tak, hodimo danes za mokrišča, ne? Opozarjamo, da je treba mokrišča čuvati. Nekatere pri nas odgovorne opozarjamo že 10 let, da imamo 200.000 ton odpadkov tam zloženih na otoku v reki Muri, ki nam grozijo kot Damoklejev meč, pa nič se ne zgodi, mi pa le hodimo. Pohoda se je udeležila tudi Kokotova banda z Goričkega. Se udeležujemo tega pohoda, ker reke Mure, ker se naj ohranjajo naša mokrišča. Bolje romantično je, več energije je ob reki, ne? To voda teče in to nam da tudi zagon. Ne sem zdaj prvič. Zdaj naša Kokotova banda, kot takšna, sicer smo malo okrnjeni, našega kokota nemamo v sebi, kaj je betežen, pa če skoro mrkno ne, ampak prišel še zdaj, ja. Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš o pomenu pohoda. Zato, ker je potrebno ohranjati to zavest, da je narava ena in edina. Na tak način ozaveščamo ne samo tiste, ki so odločevalci na politični ravni, ampak tudi naše zanamce, kako zelo pomembno je ohranjati to našo naravno dediščino. V bistvu jemljem to povezavo kot tisti začetek dobrega sodelovanja, čezmejnega sodelovanja za ohranjanje naravne dediščine v sklopu Nature 2000 oziroma v sklopu Mura, Drava, Donava. Tega povezovanja nekako ni meja pri ohranjanju narave. Gre za to, da tako mi v Sloveniji kot v Avstriji se moramo tega pomena zelo zavedati. Z društva Lejval se je pohoda udeležil Bernd Wieser, ki ga vidimo v uniformi gorske in naravne straže, ki vlogo straže takole opiše. Wir veranstalten im Rahmen des Murschutzkomitees. V okviru komiteja za ohranjanje Mure organiziramo letos tale pohod med Limanskim jezerom na avstrijski strani in mostom v Donnersdorfu, skupaj z gorsko in naravno stražo v Bad Radgesburgu in društvom Živa zemlja iz Štradnja. Za pohod se je prijavilo okoli 400 ljudi, vendar jih je več, ker se jih nekaj pač ni prijavilo. Ocenjujem, da bo okoli 500 do 600 ljudi. Veseli smo, da je v zadnjih desetletjih, je treba povedati, Mura iz domala Greznice postala ena najbolj biološko bogatih rek in tudi zdravih, in da je to uspelo v sodelovanju meddržavnem in seveda najpomembnejše pa, da to čutijo ljudje in seveda se tega tudi zavedajo. Visoki naravovarstveni svetnik Stanislava Dešnik iz Krajinskega parka Goričko tokrat v vlogi prostovoljke pa dodaja. Pohodi so se začeli leta 2000, od leta 2006 so mednarodni, jaz sodelujem že od vsega začetka, ko se je začelo to v Razkrižju, namreč ideja je bila, da bi upozorili vlado Slovenije, da bi Muro zavarovala tudi po Ramsarski konvenciji kot območje, ki se varuje kot mokrišče. Moj pogled na to je pa ta, da je vsako leto več pristašev, pohodnikov, somišljenikov, tako rečem, iz vseh treh držav, tudi iz Madžarske včasih pridejo, se pravi vseh štirih, kjer pač Mura je mejna reka in podpirajo tako prizadevanja naravovarstvenikov kot tistih, ki so se borili proti elektrarnam na reki Muri. Ob vsem, kar smo slišali v prispevku, lahko rečemo, da očitno narava zna veliko bolje združiti ljudi, ne glede na državljanstvo, jezik ali druge razlike,
kot to uspeva politiki.